Skupna škoda po žledu je lani znašala 429 milijonov evrov. Kje najti sredstva za odpravo posledic in preventivne ukrepe? Bo naravnih nesreč res vse več? Kako se zaščititi in kako nas naravne katastrofe spreminjajo kot družbo? Na ta vprašanja je skušala odgovoriti konferenca z naslovom Evropski solidarnostni sklad na pomoč pri naravnih nesrečah v Sloveniji, ki jo je pripravila informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Kar 16 razpravljavcev z ministrstev, univerze, zavodov in inštitutov Slovenske vojske, policije, gasilcev in civilne zaščite, Centra za socialno delo in Taborniške zveze so osvetlili problematiko naravnih nesreč v Sloveniji in črpanja sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Kot je povedala evropska poslanka Patricija Šulin, bo Slovenija iz Evropskega solidarnostnega sklada prejela 18,4 milijone evrov. Iz Solidarnostnega sklada za naravne nesreče bo Slovenija konec marca dobila 18 milijonov 400 tisoč evrov, glede na ocenjeno škodo, ki jo je prijavila komisiji. Postopki v Evropski uniji so jasno določeni, kriteriji so za vse države članice enaki, tako da je ta znesek tisti, ki bo omogočal hitrejše in učinkovitejšo odpravo te naravne nesreče žledu. Znesek je seveda majhen, glede na ocenjeno škodo, skoraj 429 milijonov, vendar pogoji iz strani Evropske unije so pač takšni. Je pojasnila Šulinova, ki je v vlogi poročevalke Evropskega parlamenta za uporabo sredstev iz Solidarnostnega sklada pojasnila tudi postopke zagotavljanja sredstev iz omenjenega sklada ter izpostavila potrebo po debirokratizaciji postopkov, ki bi pospešili izplačila pomoči potrebnim. Marko Drofenik, direktor Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki koordinira delitev sredstev Evropskega solidarnostnega sklada, je na vprašanja županov o konkretnih številkah povedal, da bodo slovenske občine iz Evropskega solidarnostnega sklada prejele 8,1 milijonov evrov. Država je lani namenila 15 milijonov evrov pomoči. Za obdobje med 2015 in 2020 pa je za ukrepe po žledu ocenjenih 40 milijonov, od tega za obnovo v gozdovih 22,7 milijonov evrov, za obnovo lokalne in gozdne infrastrukture 7,4 milijone, za sanacijo objektov vodne infrastrukture 6,3 milijone evrov ter za obnovo objektov kulturne dediščine 3,2 milijona evrov. Glede na razsežnost katastrofe je seveda denarja malo, vendar s tem problemom se srečujemo po vseh področjih našega življenja v zadnjem času, tako da moramo tudi na ministrstvih prilagajati porabo sredstev in prioritete sproti prilagajati razpoložljivemu obsegu sredstev. Žal ne gre drugače. No, za občine so namenjena sredstva iz Evropskega solidarnostnega sklada preko državnega proračuna v višini 3 milijone 800 tisoč evrov. Občine prejmejo ta sredstva potem, ko izvedejo vse potrebno, da se javno naročilo odda, dela opravijo in občine pošljejo zahtevek za izplačilo teh sredstev. Pričakujemo, da bo večina teh sredstev bila izplačana v jesenskih mesecih tega leta, pri čemer bodo do takrat potekali postopki oddaje del in izvedbe gradbenih del na terenu. Občine pa lahko računajo še na nekaj več kot 4 milijone evrov, ki jih bosta za povračilo intervencijskih ukrepov dodeljevala ministrstvi za obrambo in finance. Sodelujoči župani so izpostavili nujno sistemske rešitve za takojšen odziv ob nesrečah in boljšo koordinacijo vseh udeležencev. Zdaj to ponekod vrhunsko teče, pa je pol tu sreča v nesreči, ne? Zdaj, če pa tu pa ni zmerom tako, ne, tam je pa pol problem. Tako da izkušnja tudi pri nas, konkretno na Pivškem, kaže, da če se te stvari dobro med sabo ujamejo, da so stvari elegantne, zelo dobro se da reševati probleme, če pa ne, je pa hitro težava. Zdaj, dostikrat imamo debato okrog civilne zaščite pa gasilerije, ne, kaj in v kakšni meri to povezati in kje je prav, da je tukaj ločnica, kaj je prav, da kdo počne. Tukaj bo treba narediti en razmislek, kako ne, v bodoče.
ker civilna zaščita pravzaprav brez gasilcev nima zob, enostavno ne more kaj resnega narediti. In tukaj mi imamo to izkušnjo, da smo pravili pač med sabo to stvar povezati. To zapravi, da je civilna zaščita pomembno povezana z gasilci oziroma obratno, pa smo imeli s tem tudi malo težavo, zaradi tega, ker so pač gasilci, ki so tako non-stop obremenjeni, sploh na tem našem kraškem prostoru, ko češ, ok, zdaj imamo zdaj gasilci, pa še civilno zaščito delali, ampak enostavno, jaz pravim, da pač so res gasilci občinska vojska, brez tega segmenta se ne da ob nesrečah stvari dobro oddelati. Pivški župan je še poudaril, da bi morala Slovenska vojska prevzeti bistveno večjo vlogo v času naravnih nesreč. V občini Postojna je škoda po žledu znašala 2,8 milijonov evrov. In sicer brez škode, ki je nastala v gozdovih, to je škoda na infrastrukturi in pa za sanacijo posledic. Sami smo porabili, občina je porabila 930 tisoč v lanskem letu iz proračuna, iz lastnega proračuna, 66 tisoč dodatnih sredstev na račun poplav, kar je nekje kar okrog milijona. Gospod Vivoda je bral, da je občina dala takoj po žledu zahtevek za nekaj čez 700 tisoč evrov in da se pričakuje, da če je bilo vse v redu glede dokumentacije, da bo to tudi dobila povrnjeno. Kaj pa za ostali denar ste dali potem mogoče vi še kakšen dodaten zahtevek, ali kako te zadeve potekajo? Ja, tako je, ampak teh 700 tisoč evrov je bila prva cena takoj po nesreči. Kasneje se je izkazalo, da so te številke veliko večje in sami smo podali že v decembru in ponovno v letošnjem letu zopet dopis, pričakujemo odgovor, še vedno pričakujemo odgovor, kaj in kako, kdaj. Normalno bomo tudi kasnejše ocene škode bomo obkrepili z konkretnimi računi. Največ škode je utrpela cestna infrastruktura, za kar bo potrebno odšteti več kot 1 milijon evrov. Škoda pa je tudi na drugih področjih. Na občini se prilagajajo s prerazporeditvijo sredstev in odpovedjo nekaterih projektov, na kar je opozoril tudi župan občine Loška dolina Janez Komidar. Ko se pogovarjamo o stroških, katere imamo občine na določeni naravni nesreči, pa ne bom rekel, da je občina Loška dolina lansko leto izstopala 4-krat in to so si zadeve sledile. Za lažjo predstavo, občinski proračun je zakonsko omejen z 1,5% proračunske rezerve, ki je namenjena reševanju tudi tega problema naravnih nesreč. In da, bom rekel, je kaplja čez rob, v 14 dneh ti zmanjka denarja. Kaj pa potem? In spet je župan tisti, ki je prepuščen na milost in nemilost lastni iznajdljivosti. Predvsem pa gredo aktivnosti na račun krnitve občinskih proračunov. Potrebno bi bilo skrajšati čas od nastanka nesreče do prejema prve pomoči, kar naj bi prinesla sprememba zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki bo uvedla sistem avansiranja državne pomoči. Govorci iz področja obrambe in okolja so poudarili, da je treba preventivno okrepiti obveščanje državljanov in njihovo usposabljanje za primere izrednih razmer. Prav tako pa je potrebno zagotoviti odgovorno poseganje v prostor ter boljšo ureditev odnosa med občino in državo. Tudi tisto drevo, ki se je po domače rečeno na Barjači zvrnilo gospodarju na streho, je poklical center za obveščanje in gasilce, ker sam ni ali želel ali mogel pripomoči k temu. Odpovedali kot domačini smo tudi pri lastni oskrbi. Zame osebno je zmagovalka 87-letna gospa Franska, po domače Štormanova iz Postojne, ko je pri svojih letih ob območju Birgelj prišla v naš center in prinesla 8 kg sveže spečenega kruha, zaradi tega, ker ima doma gospa špargrt na drva. Vsi ostali smo odpovedali. Dosti je stvari, ki jih moramo skozi tako imenovani sistem družbene samozaščite tudi sami narediti. In ne moramo čakati pripadnika
gasilskih enot in civilne zaščite in pripadnika Rdečega križa, da nam prinese sendvič. Včasih v tem bivalnem okolju smo živeli, saj se neko rezervo 3 ali 4 dni. Izkazalo se je, da ob primeru Žled 2014 Postojna, večji del prebivalstva mesta Postojna živi tržno, komercialno naravnano, Spar, Lidl, Eurospin, Mercator in Tuš na vsakih 24 ur, pa še akcije 10% zdravja. Kot je izpostavila direktorica Centra za socialno delo, so v času izrednih razmer na terenu opazili veliko mero solidarnosti in medsosedske pomoči, predvsem na podeželju. Ta solidarnost in medsosedska pomoč je pomemben faktor v takih izrednih razmerah, kajti mi kot institucija, ki delujemo na socialnem področju, ne bi zmogli opraviti vsega dela brez te pomoči. Kajti oskrbeti vse tiste ljudi, ki so sami v takih razmerah, je bil že velik izziv. In opazili smo, da prav to, da se zmanjšuje ta solidarnost in medsosedska pomoč, hkrati na drugi strani viša tudi zahtevnost ljudi po pomoči strani institucij. Tukaj se nekako odgovornost v veliki meri prenaša na institucije in verjetno je bila posledica tega tudi, da smo se institucije same po teh izrednih razmerah soočile s tem, da smo sprejemale razne ukrepe in se bolj pripravile na to, če bomo priča še takim situacijam.